20-letni Dejan Vunjak ni le nadvse simpatičen pevec, ki zadnje čase osvaja ženska srca, ampak se dobro znajde tudi v kuhinji. Dejanu smo pripravili same domače ali ekološke sestavine, iz katerih bo moral pripraviti kosilo. Sam sicer doma pripravlja bolj enostavne jedi, največkrat jih samo pogreje, ampak danes ga čaka malce težja naloga. Poleg zelenjave smo tokrat prvič v naši oddaji na pult postavili tudi eko meso in mesne izdelke, ter mleko in mlečne izdelke kmetije, ki predeluje kravje, kozje in ovčje mleko okoliških kmetij. Tudi šparglje smo dobili na kmetiji, na kateri pravijo, da so najboljši šparglji tisti, ki gredo z njive naravnost v kuhinjo. Tudi vino štajerskega konca je posebno vino, saj je pridelano iz trte, za katero samo z naravnimi sredstvi skrbijo vsi člani družine Šuman. Tudi olje, zelišča in začimbe so iz biološke pridelave, prav tako sol s številnimi zelišči. No, Dejana bo Alja na začetku posrkljala še z biokorenčkovim sokom, na koncu pa mu bo prinesla odlično presno jabolčno pito iz samih zdravih sestavin. Pustila mu je pismo in ga prepustila delu. Dejanov današnji recept pa si lahko preberete tudi v reviji Anja. Živijo, jaz sem Dejan in danes bom jaz pripravljal Alji kosilo. Tukaj mi je pustila eno sporočilo, pa v njem piše, da moram prvo spiti tale zdrav sok. Glede na to, da zdravo kuhamo, bomo mogli tudi zdravo piti, tako da na zdravje. Korenčkov. Dober, odličen. Evo ga, za začetek bomo uporabili tele lepe šparglje, jih bomo narezali na 3 dele in jih dali malo popeči, popeči. Kaj pa vem kaj. Takole. Evo ga. Evo, malo še pomešamo. Diši sicer še ne, ampak bo. Počas bo. Evo ga, zdaj bomo pa dodali še nekaj, kar imam jaz zelo rad, in to je zeliščna sol, da malo posolimo. Zdaj, ko smo posolili, pa ko smo tole fajn premešali, pa zraven oljčka, ki smo dodali na začetku, bomo dali še malo peteršilčka, pa teh zelišč, za okus. Ja, pa spet premešamo. Zdaj pa za konec bomo dodali pa še nekaj fajnega, in to je belo vino. In to vino je prav posebno vino, zato ker je iz neškropljenega grozdja. Tole zdaj jaz mislim, da je. Mislim, pol bo Alja povedala, če je bilo res že končano. Zdaj damo pa tole evo na 2 krožnika. Malo za mene, malo za njo. Zdaj bomo pa vzeli malo kozjega pa ovčjega sira. Bomo dali še tole malo gor, da bo fajn. Taka super napravca, samo vrtiš. Potem bomo dali pa še malo rdeče barve, za izgled. Zdaj pa še nekaj. Zdaj pa za na konec malo po paradižniku. Zdaj ne vem, eni imajo radi, drugi ne, ampak to je pekoča sol. Malo spicy bi se lahko rekli. Pa bomo to čist malo gor posolili po paradižniku. Prvi korak smo naredili, pred jed, bomo pa videli, če je dobra. Zdaj gremo pa na drugi korak in to je glavna jed. Za glavno jed, v glavni jedi za mene osebno mora biti meso. Tako da bomo zdaj izbrali nekaj iz mesa. Uporabili bomo piščančja bedra, seveda eko. Pa drugo piščančje bedro. Pa hrenovke, za mene in za Aljo. Zdaj bomo pa mi dali tole meso semle noter. Pol ga bomo malo začinili, hrenovk pa zelenjave še ne bomo dali, tako da veste, da pride še to, ampak za začetek se meso najdlje peče, pa bomo prvo dali malo olja gor. Takole, pa bomo dali meso, noter lepo, tako pa ga bomo malo pomazali. Prvo začnemo seveda s soljo, spet smo presoli. Pa damo provansalsko zelišče. To je za tiste, ki ne kuhamo dost, jaz priznam, da ne kuham dost. In je potem v tejle škatlici noter so taka več vrst zelišč, da sam gor posuješ in imaš občutek, da si vse sam dal noter. Tako da.
In to je to. Zdaj se gresta pa ta dva piščančka peč. Jih damo se vle noter. Tako, in akcija. Ok, zraven mesa pride še zelenjava ponovadi, to priznam, jaz nimam najrajš, jaz imam rad meso, tako da bo to bolj za Aljo, za mene. Glavnem, ampak gremo narezati prvo mlado čebulo. Zdaj bomo papriko dali. Jaz bom tole kar takole naredil, da se takoj rešim tegale. Pokopal je čas in jaz sem nakopal s njo. Je zbrala revije, reklam kamion, študira, izbira nov kraj. Čez dan me mori, kam odpeljal jo bom, a meni je vsega dovolj. Ona sanja Pariz, ona sanja London in čez dan me mori, le kam jo odpeljal bom, a naj vragu grozim. Zdaj bomo vzeli še bučko. Še zadnja tista zelenjava, ki jo bomo uporabili, je bučka. Ona sanja Pariz, ona sanja London in čez dan me mori, le kam jo odpeljal bom, a naj vragu grozim. Zelenjavo smo zdaj naredili, zdaj prvo smo šli na meso, pa zelenjava, zdaj gremo spet nazaj na meso. Tako da zdaj bomo vzeli hrenovke. Ok, pa malo narežemo hrenovke. Zdaj imamo to narejeno, zdaj gremo pa pogledati, če lahko že damo noter. Še malo. Še malo moramo počakati za hrenovke pa za tole zelenjavca. Zdaj gremo pa krompir. Krompir imam pa tako rad, da jaz ga bi lahko jedel vsak dan. Piri, pomfri, pečen, pražen, karkoli, sam da je krompir. Tako da bomo zdaj prvo narezali kar krompir. Tako da, če delaš take kuharske oddaje, pa to si skozi lačen. Ona sanja Pariz, ona sanja London in čez dan me mori, le kam jo... Evo, zdaj bomo pa še malo posolili. Spet solimo. Sam še pokrijemo in se že kuha. Zdaj damo pa zelenjavca noter, tole je vroče, si siguren. Ok. Jaz sem tega prepričanja dober. Recimo, da ne rabi dober izgledati, da mora pač dober biti. Tako da bomo tole malo zdaj dali tako okrog mesa. Evo, zdaj bomo dali pa še malo po zelenjavi, tole je provansalska zelišča. Zdaj pa malo še, zdaj bomo pa kar hrenovke dali. Kolikor pade, pravi. Tako da ena, tako gre druga, tako gre tretja. Pa recimo, da bo četrta tako rešla. Evo, zdaj pa za mano gremo noter dati tole nazaj. Zdaj pa mislim, da bi mogel biti že krompir fertik, moj krompirček. Zdaj pa, kakor jaz vem, kakor so mene učili, da vidim zdaj, če mi bo ratalo. Damo malo masla, pa bomo dali malo mleko, krava pije. Pa malo bomo dali smetance, ampak res malo. Bomo ga pol dodajali še zraven. Zdaj pa primemo tole zadevco in mečkamo. Je že. To je tak lep pogled, ko tole ven jemlješ. Če ni to nekaj fajnega. Malo zelenjavce bomo dali gor. Stilist hrane nisem, tako da... A zdaj pa še pire. Evo, ena porcija, druga porcija, predjed, takole. Zdaj lahko pride pa gospodična. Dan, Žuro!
Živijo. Kako si? Kako lepo si tole skuhal. Jaz sem pa za tebe prinesla tole sladico. Nekaj sladkega. No. Odlična tortica, brez moke. Ima datelje, oreščke, jabolka, cimet. Upam, da ti bo všeč. Jaz tudi mislim, da upam, da bo tako všeč. Zelo, zelo te moram pohvaliti, ker si izbral ekološko meso. Ja. Vemo, s čim je žival ohranjena, ne vsebuje nekih umetnih hormonov, antibiotikov. Potem pire krompir si spet izbral domače mleko, domači sirček, smetanca, vse domače, brez spet nekih umetnih dodatkov. Šparglji, imaš rad šparglje? Ja, glej, zdaj jih bom probal, pa ti bom povedal. Drugač pa šparglji zelo, zelo dobro delujejo na naša ledvica, na jetra, na črevesje, na pljuča. Pa mislim, da imaš vino zame. Ja. To je pa spet posebno vino. Ti si poskrbela za sladico, jaz bom pa za vino. Hvala. Izvoli. Mislim, da grozdje ni špricano. Ne. In tole vino, modri pinot, ima okus po ribezu in malinah. Evo. Kje pa tebe lahko slišimo, vidimo? Ja, glej, jaz pa nastopam zdaj se je začel čas veselic, tako da z Brandjevimi barabami, s svojim bandom nastopam po raznih veselicah, prireditvah, vse živo in igramo očetove skladbe, moje skladbe. Drugače pa zdaj slišite me pa lahko na CD-ju, evo moj prvi CD, Naslov? Dejan Vunjak in Brandjeve nepozabne. Midva pa kar poskusiva. Bo razrala? Ja, čim. Pragu gre svet, naj že mine ta noč, zjutraj s pičkom odpeljem jo moj Portorož.